Z roko vrtiš sušilec za lase na kablu, tako da sušilec za lase približno enakomerno kroži nad tabo. Nato kabel naenkrat spustiš. Gledano z ptičje perspektive bo sušilec za lase po spustu kabla A odletel v loku navznoter, kot kaže slika A, B krožil še naprej, kot na sliki B, odletel vzdolž ravne črte, kot na sliki C, ali D, kot kaže slika D, odletel v loku navzven. Dobro, premislite 15 sekund. Nekaj olimpijsko metke. Poglejte na sliko na plazmi, lahko malo za pomoč. In pa seveda slike pri vašem vprašanju. Dvakrat odgovor C ste pritisnili, da bo ta sušilnik odletel vzdolž ravne črte C. Jasna je tokrat na terenu, upam, da s sušilnikom za lase ni zadela kakšnega snemalca. Newtonov zakon o vztrajnosti nam pove, da se gibanje telesa ne spremeni, če je vsota na telo delujočih sil enaka nič. Natančneje to pomeni, da telo miruje ali pa da se giblje vzdolž ravne črte z enakomerno hitrostjo. Tako kot tale krogla tukaj. Če želimo telesu spremeniti smer gibanja, moramo nanj delovati z nekakšno silo. Jaz bom to povzročila s kladivom in sicer tako, da bom kroglo udarila ob strani in ta je zato spremenila smer. Če pa kroglo kar naprej udarjamo, pa povzročimo, da stalno spreminja smer in s tem naredi krog. Zakaj vse to razlagam? Zato, ker je zelo podoben princip pri sušilcu za lase in kablu. Kabel zamenja vlogo kladiva in na sušilec za lase ves čas deluje z neko silo. Pri kroženju sušilec za lase dela krog, saj kabel ves čas nanj deluje z neko silo. Ko pa kabel izpustim iz rok, sušilec za lase odleti iz kroga v ravni črti. Pravilen je odgovor C. Kar pomeni po 5 točk za obe ekipi.